Gre za predstavitev nove ideje, ki seveda ima ambicijo postati blagovna znamka, gibanje, celo globalno gibanje. To je Duo Movement, ki predstavlja eno odločno alternativo novodobnim načinom spoznavanja partnerstev, prijateljstev. Ti novodobni načini so seveda lahko tudi polni nekih ovir, nekih nejasnih podob, neresničnih podob in to novo gibanje ima seveda ambicijo vrniti čar našim medsebojnim odnosom na tej osebni ravni, vrniti pristnost in to dejstvo, da človeka začutimo. Imam zato 3 krasne sogovornice. Avtorica ideje Duo Movement, Nataša Gradišek, potem je seveda tu z menoj doktorica Nada Mirnik-Trpnik, je zakonska in družinska terapevtka, ki vodi svoj terapevtski center in nam bo seveda tudi z prve roke lahko povedala, kako je danes z našimi medsebojnimi odnosi. In pa seveda avtorica grafične zasnove Maja Kajzer, na koncu nam bo pokazala, kako je nastala celostna podoba oziroma kako simpatično, ljubko se aplicira na različne izdelke, nekaj jih pa vidite tudi že na nas. Ampak začnimo na začetku. Nataša, kako se je torej začela zgodba Duo Movementa, odkot ta ideja? Movement je napisan pravzaprav z nepravilno angleščino in to najbrž z enim zelo resnim, poglobljenim namenom. Tako da, Nataša, prosim lepo. Lep dober dan, najprej vsem skupaj. Hvala res vsem, da ste se odzvali. Hvala Kavarni Stol, da nas gosti danes zopet. Hvala Darinka za zelo lep uvod. Hvala obema sogovornicama. Zdaj jaz moram kar izgovoriti. Darinka je že omenila, da ustvarjamo neko novo idejo, ki jo želimo ponesti na slovenski trg in naprej tudi v širni svet, je v tem tako reči. Kako je sama ideja nastala? Torej, jaz sem se znašla v življenju pred eno težko prelomnico in sicer sem doživela ločitev. Nobena taka stvar ni lahka, ampak slej ko prej se človek mora postaviti nazaj na noge. In po nekem določenem času so bili tudi pritiski iz strani in sorodnikov, predvsem sinov, staršev, prijateljev, da je mami oziroma Nataša šla v življenjski svet in si poiskala kakšnega novega sopotnika oziroma partnerja. In trenutno na svetu prevladujejo oziroma v svetu prevladujejo aplikacije za te spletne zmenke. In tako sem se tudi jaz odločila, da ta način spoznavanja uporabam. Bilo je kar nekaj poskusov, takšnih in drugačnih podrobnosti se res ne bi spuščala, ampak na neki točki je mene to pustilo zelo malodušno ali pa na nek način tudi bi rekla razočarano. In po enem takem, spet zopet razočaranju, preko takega spoznavanja, je meni na enem mojem sprehodu po meni ljubem Rožniku padla v glavo ena ideja, ki se mi je zdela v tistem trenutku toliko dobra, toliko zanimiva, hkrati pa toliko srčna, preprosta, naravna, da sem samo letela domov pogledati, če mogoče kdo se v svetu že spomnil kaj podobnega. In ugotovila, da se ni. In jaz sem prišla na idejo, da mi samski potrebujemo en tak enoten prepoznavni znak, tak simpatičen simbol, preko katerega se prepoznamo, spoznamo, si pristopimo, se ugovorimo. Pomen tega simbola oziroma kakšnega moja ideja je, da s tem simbolom mi se gibamo, še vedno uporabljamo ga na več različnih načinov, to bomo povedali večkrat kasneje. Stvar je potem, da mi ne rabimo spreminjati svojega vsakdanjika.
svojih življenjskih navad. Mi se pač s tem simbolom na dan, ko se počutimo, da ga bi nosili, ko čutimo to energijo, ko čutimo, da smo pripravljeni za neka nova poznanstva in spoznavanja, pač ta simbol na nek način, na nek primeren način, ja, pač uporabno, ga nosimo in ne spreminjamo nič. Mi se pač gibamo v svojem vsakdanjiku in smo odprti za nova poznanstva. Zdaj, iz vsakega nasmeha, iz vsakega pristopa, jasno se vedno ne bo razvilo partnerstvo, ampak bo pa sigurno sklenjeno veliko novih prijateljstev, veliko novih prijateljskih vez, tudi partnerskih seveda, ampak iz vsake, tudi mogoče prijateljske veze, se zna na koncu razviti zelo lepo partnerstvo. Tako da bo veliko novih poznanstev. Jaz verjamem, da če damo ta simbol enkrat in uporabimo, gremo ven s pravo energijo, to že izžarevamo, to že okolica čuti in vidi. In jaz si želim, da bi nas ogromno samskih, velika večina to uporabljala, da bi nas bilo čim več, da bi se čim več opazili v množici, ker se bomo tako lažje in bolj sproščeno pristopali. In pač to je ideja, da pač mogoče se začnemo zanašati na naša čustva, čutila, notranje občutke, da tako kot včasih smo se z očmi spogledali, ker smo točno vedeli, to smo zdaj kar malo pozabili, ker smo toliko vpeti v te spletne aplikacije, ker toliko šibamo sem in tja, gledamo, kdo nam je všeč, ali komu smo mi všeč, ko nam nek algoritem določa pravzaprav nekega partnerja, ko sploh nimamo občutka, ker nimamo neke notranje intuicije. Mislim, da s tem znakom, s tem simbolom dobimo nazaj to notranjo intuicijo, ker se znamo vendar mi sami odločati, komu bomo pristopili, kdo nam je všeč. In jaz mislim, da je to edini pravi pristop, oziroma da je to neka res alternativa današnjemu dogajanju, ker smo res non-stop že tako preveč bom rekla, na vseh teh aplikacijah, telefonih, računalnikih in tako naprej. No. Nataša, te bom jaz vprašala nekaj, kar verjetno zanima tudi ostale. Zagotovo si gledala raziskave, torej koliko nas je v Sloveniji, jih je v Sloveniji samskih, približno o kakšni številki govorimo, pa verjetno, glede na to, da ima znamka ambicijo biti prisotna vse povsod po svetu, koliko milijard prostih strelcev je? Ja, nažalost nas je kar veliko, ne. Svetovna populacija, po neki statistiki, kar sem jaz gledala, nas je okoli 2 milijarde vse skupaj, ne. Zdaj, samo na spletnih aplikacijah, mimogrede, na primer, 1500 različnih spletnih aplikacij obstaja za zmenke, 381 približno milijonov uporabnikov. Zdaj, približno tako, bom rekla, od države do države varira, ampak nekje majčkeno manj kot polovica prebivalstva je v bistvu samskih. Tako da ne res to naše gibanje, ta naš namen in ta ideja res lahko zelo veliko ljudem pomaga, da pridejo do svoje sreče, da pač spoznajo nekoga in da mi probamo skrčati to številko grozno, ker je res grozna, da jo zmanjšamo, pa da bomo čez kakšen let govorili o precej manjši številki, upamo. Omenila si še spontanost oziroma neko svoje naravno okolje, v katerih se srečujemo. A nam lahko našteješ ene par situacij, tako da si bomo bolj živo predstavljali? Vsekakor. Kako se lahko srečujemo ljudje s takimi znaki, kjer se prepoznamo in se potem seveda imamo večji pogum približati drug drugemu? Vsekakor. Torej, naprimer, jaz bom opisala, kako ga naprimer jaz uporabljam. Jaz, ko grem v trgovino na tedenski nakup, si pač nadenem ta znakec, tako da se ga lepo vidi, ali ga nosim takole če ni prav mraz, na srajčki, na polovrčku, včasih imam tudi kapico, kako se reče, za šiltkom, pa ga dam na kapico, skratka, dam ga tako, da se res vidi.
in v tisti množici med vsemi tistimi nakupovalci se je tudi meni že zgodil kakšen nek pogled pa nasmeh, ne? Ampak zdaj bo precej lažje, ker bo pač znakec. Jaz ga nosim in na sprehodu, ko grem na Rožnik, imam tudi nalepko na avtomobilu, nalepko na ovitku od telefona. Naprimer, če greste na fitness, ga lahko daste na, kako se reče? Bidon. Na bidon, bravo. Coffee to go, ne, mestni muzej, ki bo imel kavico za sabo, bomo dali gor nalepkico, a ni kul? Potem, zdaj se bo začela sezona koles, skirojev, na čelade lahko damo na nakupovalne torbe. Če bomo šli smučati, zaključek zimske sezone, damo na smuči spet ali pa na čelado. Ena zelo dobra ideja se mi zdi, naprimer, na sprehodu, ko grem po Rožniku, je tukaj enih 4 nožnih prijateljev. Naša ideja je tudi, da damo obesek na ovratnico od kužka, ne? In se potem srečata dva in imata oba psa, kužka imata tale obesek in se zaljuta in kužka in sprehajalca in je to, ne? Nismo naredili preboj. Tako da na letališčih, na koncertih, ko stojite v koloni v avtu in ste čisto živčni in se vam takole, malo pogledate, pa se kdo nasmeji, zakaj ne bi šlo naprej od tega. Tako da možnosti in tukaj je res ogromno. Zelo krasno v partnerskih odnosih. Svoje so k temu doprinesli seveda tudi nova tehnologija, novi mediji, ekrani. Kaj nam boste povedali iz svoje prakse, doktorica Nada Mirnik-Trpnik, kjer se pravzaprav vsak dan srečujete s tem, da je treba pomagati posameznikom, parom, ki so zašli v neko slepo ulico svojega razmerja ali pa pravzaprav sploh ne najdejo svojega partnerja. Povejte nam nekaj vaših izkušenj, nekaj stisk, bolečin, nekaj izzivov, ki bi jih mogoče seveda naša ideja tako reševala. Hvala. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz sem Nada Mirnik-Trpnik, delam kot dragonska družinska terapevtka. In kot ste rekla, simpatično, izzive imamo. Da jaz vsako dan srečujem, kadar delam za posamezniki ali pa s pari, nekateri imajo take drugačne notranje psihične stiske, drugi pa pridejo zaradi odnosnih izzivov. Zdaj, ljudje, ki so v partnerskih odnosih, nekateri so srečni, zadovoljni, takih je enih 50%, ki res so zadovoljni, ki prijajo nek partnerski odnos, ko so dolgo časa skupaj, se razumejo, se pogovarjajo, se podržijo, imajo podobne interese, ko imajo konflikte, tudi če so konflikti jih hitreje rešijo in tako. Nekateri pari pa nažalost obtičijo v sivi luknji, v stalnih konfliktnih, ki skozi leta postanejo vedno bolj oddojeni, depresivni. En del teh ljudi se pa razvide. In tukaj imamo ta izziv, potem v bistvu ti ljudje, ki postanejo samski, kako pol prideti se povezati z nekom. Ker v bistvu mlajši ljudje, ko se spoznavajo, to je osnovna šola, srednja šola, potem fakulteta, so kakšne študentske žurke, so kakšne diskoteke, grejo ven, se družijo, se pogovarjajo, so bolj pogumni, mladi najstniki imajo veliko poguma za soočanje z drugimi ljudmi, za pogovore, za druženje. In v bistvu je lažje priti do novih kontaktov, do novih ljudi. Kasneje, ko pa z leti ljudje starejši postajamo, pa nobenemu na čelu ne piše, kdo je potem samski, kdo je poročen, kdo je v odnosu, kdo bi kaj. Lahko si tudi dejansko poročen, pa iščeš prijateljico ali pa prijatelja. In v bistvu težko nagovorimo. Ko pridejo nekateri samski k meni, pa iščejo partnerja, se seveda udeležujejo raznih arhetipnih smenkov ali grejo na spletne aplikacije, kot je recimo tak in drugačen slovenskem prostoru je nekaj, in se spoznavajo in grejo na zmenke ali grejo na izlet. In v bistvu nekaterim se izide in spoznajo partnerja lahko preko tega, nekateri so zadovoljni, se pa dogajajo tudi preko spletnih aplikacij razne, tudi prevare, finančne, take in drugačne, kot še ena gospa, ko je nek zdravnik nagovarjal preko Facebooka, da je zelo simpatična in lepa in da bo naj pošlje nek denar in je trikrat poslala denar in potem je prišla v kar hudo stisko, da je izvlekla se iz tega, ker je šlo seveda za prevaro. Ampak v bistvu, da ne bi samo govorili o teh prevarah, ker je marsikomu je uspelo do lepe izkušnje priti, nekaj let so ostali v vezi, lahko so še vedno v vezi, lahko so se razšli tako isto, ko na naraven način pridejo recimo nekomu
delovnem okolju, se spoznajo, pa nekateri ustrajajo skupaj en teden, 1 leto, 10 let ali po smrti. Ne. In isto bo verjetno na tak način preko te značke se spoznavati, je pa v bistvu v redu zaradi tega, ker recimo, kar sva z eno gospo govorila, je recimo stara 35 let, pa nima partnerja in v bistvu kar hodi na take in drugačne zmenke, pa so pa rekla, da gre kam pristopiti do koga, če sam sedi, recimo, ali pa tudi fant, za vam fantom se isto pogovarjala in pravijo, da je zelo težko, ker zelo dobiš pa zavrnitev, nekdo te malo čudno gleda, ljudje nismo navajeni kar pristopiti do nekega tujca, pa ga govoriti. In menim, da je to super ideja. Recimo, tako je šla to na koncert v Križanke in je rekla, pač smo bile z mojimi prijateljicami tam za eno mizo, pa eden od drugih ni pristopil, pa jih nagovoril, ker ne veš, a boš sprejeti, a boš zavrnjen, kaj se bo zgodilo. Jaz si predstavljam, recimo, da na ta način, ko je gospa Nataša me povabila, da pridem danes tukaj na tiskovno konferenco, da bo predstavila ta znak. Sem tako bila navdušena nad njeno idejo, zaradi tega, ker res nobeno načelo ne piše. Ali je zavzet, ali je odprt za kako prijateljstvo, ali je odprt za pogovore. In v bistvu tako bo lažje. Res greš na en sprehod, greš v hribe, recimo si hribolazec, in v bistvu tam spoznaš lahko par ljudi, ali pa vsaj nagovoriš kaj, ali pa v koči prispiješ čaj, spregovoriš par besed, mogoče si bodo zaradi tega ljudje več upali ven, tudi sami. Zaradi tega, ker kaj veš, mogoče pa koga srečaš, mogoče se spregovoriš par besed, da ti bo, koliko smo se nakratko z gospod Natašo pogovarjali, se ni treba tega znaka skozi nositi. Lahko nosiš sam takrat, ko čutiš, recimo, da si odprt za neke stvari, da bi koga spoznal. Nekateri ljudje mogoče bodo dobro spoznali novih ljudi, da bodo zmatrani od tega. Tako kot so danes od zmenkov utrujeni. Grejo enkrat na zmenek, pa drugič, pa tretjič, pa se ne izide. In so ljudje res utrujeni, psihično so utrujeni. Če zlasti zaradi tega, če grejo do velikih zavrnitev, ali pa tudi, če oni zavrnejo nekateri ljudi, ker pač vedno je neko pričakovanje. Ko greš na nek zmenek, je pričakovanje. Tako isto, ko boš ta znak gor dal, ne daš neko pričakovanje, da boš srečal ljudi, ampak da še vedno delamo pa ljudje na temu, da smo v redu sami sabo, da smo zadovoljni življenjem, ki ga živimo, pa da polno živimo. Je pa res današnji digitalni svet, ko se simpatično prej govorila nekako je danes za konci, pa za odnosi. Ja, nažalost, te spletne aplikacije, internet, ekrani veliko zakonov požrejo, odtujeni so ljudje, zaradi tega, ker so toliko na teh telefonih, ker se dogaja na par sekund, se menjajo kadri, so novi videi, te vleče noter, te aplikacije so tako narejene, da prav zaznajo, koliko sekund se ustaviš na kaki temi, ki te zanima in ti vedno več tem daje in dejansko so toliko naši centri za zadovoljstvo aktivirani in izpolnjeni, da niti ne rabiš, ne čutiš potrebo po temu, da bi iskal stik z svojim partnerjem, z možem, z ženo, ker ponavadi pač rabiš tudi neki dan. Odnos ni zastonkarski, vedno je izmenjava energije. Daš energijo, energijo dobiš. Nekako danes tudi veliko parov se ravno zaradi tega tudi razide, ker v bistvu ne vejo, kako dan. Včasih so odnosi temeljili na drugih vrednotah, na principih, pač za to, da so finančno so bili odvisni eden od drugega, tudi glede gospodinjstva, za vzgojo otrok in teh stvari. Danes v bistvu tudi ženska ne rabi v slabem odnosu vztrajati, ravno tudi moški ne rabi v slabem odnosu vztrajati. Imamo neke vrednote drugačne, želimo sodelovati, delovati skupaj, ne biti izkoriščeni, da nekdo na kavču sedi, pa gleda aplikacije in nekdo pa pospravlja likne otroka in te stvari. Tudi to vnese potem odnos nezadovoljstva. Tako da recimo preko tega bodo se lahko teh značk spoznali ljudje v različnih aktivnostih, v različnih okoljih. In to se mi res zdi super ideja. Rekli ste, da partnerji ne vedo, kaj dati drug drugemu. Bi lahko rekli, da ko se nekdo recimo po 25 letih zakona loči, tako kot se je Nataša, da v tistem trenutku na nek način postane partnerski startup. Torej, je sicer imam neke izkušnje, ampak kako pa začeti, pa pravzaprav ne veš več. Življenje se je toliko spremenilo, nimaš več izkušenj, kako stopiti. Ali smo takrat nekih startupih, pravzaprav po tolikih letih nekega zakona? Seveda, mislim, ljudje, ko zdravijo dolgo let v zakonskem odnosu, 50, 15, 20, 25 let, imajo čisto drugačno možgansko strukturo, narejeno pa tisti, ko so 40, 50, pa še nimajo dolgo let povezali s sabo. Tako da nekako je veliko boljše polovnih odnosih, ker nekdo ima pogotovo kvalitetne zametke za odnose, ker odnose se moraš prilagajati, da mora biti točen.
ko si tam nekje pač vnašaš pol eno gotovost in to. Ker so nekateri ljudje, ki imajo samo letijo od sveta do sveta, nekaj časa so pri enemu, pa so po drugemu, pa so po tretjemu. Ampak po 25 letih, če začneš nek odnos, ja seveda ne veš, ker 25 let je vmes nekilo, ko načeloma ne bi flirtal z drugimi ljudmi, načeloma se ne bi v nekem zakonskem odnosu odpiral za to, da povabiš nekoga na kavo, da greš na zmenke, da greš nekim moškim ali pa neko žensko na ples in te stvari. To pač počneš ponavadi s svojim partnerjem ali pa družinskimi prijatelji, ko grejo v neki skupini doživeti neke dogodke in se povezujejo med sabo. Tako da v bistvu so na začetku, vejo, kako so to let nazaj počeli, pa tudi 25 let nazaj, če rečemo tako, je recimo tako, vi ste 50 let se stara. Ja. In potem v bistvu to pomeni, pri 25 letih se spoznavate nekaj drugače, kot pa 50. To je bolj drugače. Tudi sebe doživljamo drugače, drugačno samo podobo imamo. Tudi v bistvu, ko si mlad, si poln nekega entuzijazma, v bistvu, ko si to, v bistvu v 50 letih tudi drugačnega partnerja iščeš, imaš druge vrednote. Zdaj ne iščeš več gnezda v smislu, kamor boš imel otroke, kak partner bo, ta bo vzgoj, glede financ, glede sodelovanja. Tu si želiš partnerja, ki bo zanesljiv in varen za tvoje otroke, če jih imaš, ki bo nekako bosta podobne interese imela, zato ko pri 50 letih že bolj veš, kaj hočeš v življenju, ko pri 25 letih. Tako da so določeni start-upi, so začetki za tistega, ki se je razšel in naenkrat samski, ko doživlja sebe drugače v tem svetu, seveda samskih ljudi, ki se sprašuje, a je vredno nekoga spoznati, da se je vredno podati v to, a je vredno neko dolgoročno partnerstvo, kako se bo išlo potem. Ampak nekako ljudje smo v osnovi bitje odnosov, ljudje si želimo povezovati sporejene odnose. Otrok niti ne preživi, če ga ne negujejo, ne božajo in ljudje rabimo odsev, rabimo, da nas nekdo vidi, rabimo, da nekoga pokličeš, recimo tako, kot si prej zavod za poklicu in si mu rekel, jaz grem tja, pa tja, kaj se s tabo dogaja, zakaj ti ni šli doma, kakšne sklade imamo in tako. In potem, ko se naenkrat razviješ, ponavadi to odide. In ne rabimo nekoga, s katerim bomo želeli deliti svoje življenje. Vsakodnevne stvari, bodi si to potem nadomestiš s kakimi prijatelji ali pa nadomestiš novim partnerjem. Če imaš srečo, lahko preko take značke najdeš nekoga, ki bo res lahko dolgoletni prijatelj, tako najme partner. Tako da v bistvu je pa treba imeti pogum. Seveda, nekdo, ki se razide, recimo pa je čist depresiven na tleh, zaradi tega, ker sta se partnerja poniževala, spravljala v nič, govorila, da sta nič vredna, da sta se postarala, da bosta crknila tam. Tako dejansko take besede uporabljajo. Želijo, ker tak včasih ne bo imel poguma se podati iskati nove povezave, ampak včasih z notranjo močjo, če bodo se pustili intuitivno voditi in zaupati, se lahko sestavljajo in spet zaživijo in najdejo neko isto. Znajdemo v takih situacijah, ki še jaz podam tako, da ogromno ljudi samskih ali pa tudi osamljenih, oziroma in pa tudi osamljenih ima neke določene travme in se soočajo z nekimi določenimi psihičnimi momenti. Zelo veliko ljudi je depresivnih, anksioznih, paničnih, osamljenih, tesnobnih in jaz mislim, da s tem simbolom, s tem znakom jih bomo nekako spodbudili, ker ogromno ljudi, ker nekako se mi zdijo tiči doma in sploh ne najde več volje, da bi predvsem popadili verjetno poskusi raznih zmenkov, da bi sploh šli še v svet in probali. In s tem simboličkom na takšen ali drugačen način, jaz mislim, da jih bi vsem lahko spodbudili, da se malo uredimo, si nadenemo na smeh in gremo ven. In tako kot je gospa Nada rekla, pač znotraj tega simbola, ko se gibljamo v svojih vsakdanjiku, mi že hkrati v tem vsakdanjiku spoznamo neko osebo, ne se podobno, kako samo prijateljstvo ali na koncu tudi partnerstvo, smo že našli nek skupni interes, smo že našli neki skupni radi. To je lahko zelo prijeten občutek, zelo prijetno vodilo. In mislim, da bi to gibanje oziroma ta ideja mora spodbujati ljudi, da pač gredo ven, so odprti, so sproščeni, so pristni in pripravljeni na neka nova spoznavanja. Jaz mislim, da zelo veliko nekih takih tegov lahko s tem simbolično rešimo. Hvala lepa, Nataša. O simbolčku govorimo, pa gremo na koncu še do Maje, seveda avtorice grafične zasnove.
Verjetno je kar velik izziv z malo elementi, z malo barvami, z malo črtami in črtkami povedati nekaj novega in hkrati seveda toliko različnega. Ne? Torej, kreiranje te celostne podobe nedvomno bil velik izziv, celostna podoba pa seveda vendarle da en svoj pečat, ideji, gibanju kot takemu in mogoče tudi en del svojega vpliva na uspešnost same znamke. Tako da, Maja, kako si zasnovala to ljubko podobo, ki z 2 pikama in 2 črticama pove vse, kako smo si različni, ne, kako pravzaprav se lahko povezujemo. Izvoli, prosim. Hvala, torej, letos poletje je Nataša pristopila k meni z neko fantastično idejo. Že v času predstavitve te njene ideje sem bila tako navdušena, v znali so se mi čez odgovorili, kaj je potrebno, kateri simboli se bojo povezovali, kaj so elementi, ki so v bistvu psihološko gledano povezujejo ljudi, predstavljajo ljudi. In v bistvu od 4 minuta pričala tega sestanka in preprosto, jaz sem se usedla za računalnik, za delo, nisem mogla odvisiti. Res me je ta njena dobra namera, da svetu v bistvu pošlje tako lepo poslanstvo, da pripomore samskim k tem osnovnim stikom. Me tako navdušila, da sem rekla, da absolutno moram pomagati na način, kot si je Nataša zaželela. Zaželela si je majhen skromen simbol, ki bo diskreten, hkrati eleganten in univerzalen, v smislu uniseksa in pa globalen, internacionalen. In seveda, gibanja so zelo veliki izziv iz blagovnega označanja. Ampak hkrati je bilo v bistvu tukaj zelo pomenljivo, kakšno ime bomo nadeli temu gibanju. Nataša, tako sem trenutno pristopila k meni, imena za to gibanje še ni imela, ampak sem v bistvu ime ponudila, da sem tudi sama. In k sreči je to ime nagovorilo in bom mogoče za začetek zaprosila za naslednjo shemo, predstavljamo v bistvu, kako se te krogci in črtice povezujejo z samim imenom in zakaj tako ime. Torej, najprej vidimo na začetku simbol, ki predstavlja v teh pikih, skoraj črtice in spodaj. Namen tega simbola je, da se v bistvu na nek način predstavlja, da gre za 2 osebi, za 2 obraza, lahko moški, lahko ženska, torej črtica nad krogom lahko simbolizira mašnico, pentljico na laseh in črtica pod krogom metulčka v moški. Tako da na ta način sem želela že takoj podariti to dualnost, ker da se z nekom povežemo, potrebujemo 2. In ta dualnost se potem podobi v imenu gibanja, dual movement, kjer je z namenom, kako bi Darinka na začetku že predstavila, ima 2 oja, ker sta to tisti 2 osebi, ki se v tem gibanju oziroma preko tega gibanja spoznali. Da bi pa še bolje odprli, kaj zares je namera tega gibanja, pa sledi še slogan dual movement. Črno-bela kombinacija je v bistvu neka najbolj diskretna in elegantna kombinacija, ki jo lahko v blagovnem znamčenju uporabljamo. Hkrati pa ne vede, je tudi, bom rekla, na nek način Nataši ljubi, najbolj ljubi barvi, tako da smo v bistvu se zelo hitro zmikli tega. Zato sem tukaj predstavila črno in belo verzijo, ki nagovarja seveda tako dan kot noč, tako dobro, kot tudi kakšne pomanjkljivosti. Hkrati pa je v bistvu najbolj bistveno to, da imamo 2 kroga, ki že v sami naravi pomenita povezovanje, varnost, to se pravi vsi v enem krogu ljudi, kjer vse počutiš dobro, pripadaš ljudem. Tako da v bistvu imamo vse kar nekaj simbolike in mislim, da če bo vsak izluščil vsaj eno simboliko, ki se poštedi, to je že dobro. Zdaj, ko se nadaljujemo na hitro, jaz sem na kratko že malo povedala v pomenu njena gibanja, torej številka 2 v tem primeru res ključna, ker
ne se ustvarja pri osebi lahko tudi določeno občutja, ja, ne, moški, ženska in yang, torej tukaj sem tudi to ravnovesje iskala in gibanje potrebuje, kot sem omenila, vsaj dva motorka, da nastaja gibanje, zato se ta dualnost tekom logotipa in imena ponavlja. V naslednji točki, če sem zapravca, torej sem že omenila, kaj pomeni ta tipa koda, to se pravi, da v bistvu na nek način povezujemo in vzdržujemo in kaj sem se sama želela v bistvu s tem simbolom povedati, da tisti, ki se bo tisti dan počutil, da si ga pripne kamorkoli, jaz ga imam danes v torbici, si ga je z namero tako na nek način upravičeno ogovori nekoga, ki ga sreče s tem simbolom. Ker malo prej ste v bistvu se dotaknili tega, da ne veš, komu se lahko nasmeješ, komu pa ne. Prišli smo to daleč. Ali si bil preveč, ali si ti pa na to nasmeješ vsakoma lep dan, pa si ti vzel to preveč resno. Ta simbol v bistvu pomaga to razrešiti. Lej, vem, varam postopiti k tej osebi, ker v bistvu si želi, da se nekdo postopi. Ali se bo z tega kaj naprej razvilo, je pa čisto naravni proces. Pogovor, sprejemov, prava in tako da vidi dalje sam. Tako da, ja, v nadaljevanju čisto na kratko nekaj grafike, ki ste jo že danes že spoznali. Torej, imamo broško, imamo obeske, imamo nalepke. To je v bistvu ta prvi paket, starter kit paket, ki v bistvu je najlažje apliciranje. Damo gor, ko hočemo, damo dol, sred tistega dneva. Da nam problem še malce. Grem na fitness, ok, počutim se, bom dala gor. Ne, danes se lahko počutila tam dol. Vendar sledijo po nadaljevanju tudi produkti, ker namen tega je, da se prodre globalno, večji elementi, nosljivi, trajnostno nosljivi, to se pravi hudi, majice, nato pomalne vrečke, šamproveni, kapce, kot je že omenila, zbežnik, zakaj pa ne? Rekaj podržijo, why not? Kopite ga v skodelice. In pa ne nazadnje nalepke, ki jih res lahko prislonimo skoraj da vsak element, danes, ki ga nosimo. In da ne tudi jaz zvono zahvaljujem za vaše pozornosti. Hvala lepa, Maja. Ja, si nas razveselila z vsem tem, kar še pride. Ja, tako da tako čakamo. S tem smo povedali v uradnem delu to, kar smo se namenili povedati, seveda pa verjetno obstaja tudi še kaj odprtega, zato je pa tole čas za vaša vprašanja. Na kaj še nismo dali odgovora, oziroma glede česa nismo bili dovolj jasni, pa bo prvi začel Marko. Prosim, Marko. Ideja, všeč mi je predstavitev, samo ena manjša napaka se zdaj pojavlja. Verjetno takrat, ko boste imeli pripete tele značke, boste prstane doma podabili. Jaz bi pa rekel, da ravno ta značka, da si jim govoriti. Če imaš prstan, no, pomeni, da si udara. Točno tako. Kaj pa lišem? Jaz bi pa ravno to podarjala. V tistem momentu sem jaz, recimo, jaz se ne bom tega nosila, ker sem poročena, ampak če bi bila ta oseba, bi prepoznala, da ima na to broško, hkrati pa prstan, meni je to prvi red flag. Red flag, ki ga na aplikaciji ne moram videti skinga. To se pravi, se lahko čim takoj odmaknem. Lahko pa osebo povabim dodatno pojasnilo, zakaj. Da razumem, ker za zlorabo nekega simbola ali pa mogoče gospod je v učitvenem postopku ali že uči, ali gospa, pa mu je mogoče ta simbol zdaj zadnja, da mora še odložiti. Ne vemo, kaj se dogaja, ampak zame bi bil to nek red flag, ki bi mi v bistvu dejansko to pomagalo, da bi to prepoznala. In jaz bi se recimo zgradil s tem, ker ne vem, če bi dal ženski priliko, da mi bo pojasnila, kaj to pomeni, da ima istočasno prstan, pa broško. To je zato še red flag, ko bodo poskali tisto, kar ima broško. Nekaj na glavi, Ampak tu si vsaj prišel takoj do tega spoznanja, če seveda z nekom komuniciraš preko ekranov, preko neke platforme, tega ne vidiš. To je tudi res. Super, izpostavljeno vprašanje. Seveda, tudi na to smo pomislili.
In pa jaz ne mogoče izpostavljam to, da ker si ti pravzaprav s tem simbolčkom javno izpostavljen in viden širši okolici, bo manj teh zlorab, zato ker te zna opaziti sosed, soseda, sodelavec, sodelavka in bo ali tebe nekdo, pa ti delaš s tem znakom, če si poročen, poročena, ali bo celo omenil tvoji ženi, kakorkoli to ni varno početje, ne? In smo tu se že kar zaščitano, bi rekla, na nek način, predvsem vrhu, ker je pa to možno na nekih spletnih aplikacijah, ne? Se bo dogajalo, seveda, ampak malo manj. Pa še ena prednost bo, ne? Recimo, na teh spletnih aplikacijah dostkrat piše, ja, sem z Ljubljane. V redu, postaviš prvi stik, kar naenkrat zaveš, da ni z Ljubljane, ampak je s Kranja. To se je meni zgodilo. No, čez 3 tedne sva še bolj komunicirala, sem zvedel, da je zbleda. Na koncu po enem mestu je bila pa Bohinjske Bele. Zakaj? Preprosto, zato, ker jim je nerodno priznati zaradi svoje okolice, da iščejo partnerja. In se potem skrijejo z, da rečemo, napačnimi podatki glede kraja prebivališča. V mojem interesu osebno je pa recimo, da spoznam nekoga z moje bližine, ne na koncu sveta. In pol, tudi če je na začetku izpadalo v redu, te mine. Ker je to začetna napaka. Ni bil odkrit v osnovi. Hvala, Marko. To so pomembna izhodišča, ne, tudi sicer za sam projekt, ne. Jaz mislim, da pač zdaj gledaj, jaz imam nič proti tem spletnim aplikacijam, pač so, mnogim pomagale in tudi ostale bodo, mi ne bomo s temi ljudi ne zanikamo, niti nič. Je pa vse tole spoznavanje preko tega gibanja, preko tega simbola pristno in ti da že tisti prvi občutek. In v svoje občutke moramo verjeti. In bomo mi sami znali oceniti, a je varno ali ni varno. In spodbujamo, res spodbujamo preko tega simbola, preko tega gibanja res dolgotrajne partnerske odnose, dolgotrajna prijateljstva, nikakor pa ne neke fast food variante, bom jaz tako rekla. Tako da, ja. Jaz bi to ravno zdala, da mislim, ta simbol je meni tudi ta ideja, ki je dogovarja, odpira priložnosti na dva domača, mikro lokacij. To je lahko izkranja izgleda iz Lovsko zore Ljubice, ampak če boste srečali tukaj in jo boste mogoče več srečavali in v mestih podobini, boste v bistvu lažje tale pristop in odnose razvili v vašem domačem okolju, kot se vidi. Mislim, da je to eden od pomembnih posledic, ki se lahko zgodilo z porušenjem te družbe. Hkrati pa to, da tudi tako na prvo oko, ti, ki prej se mogoče malo tako povedati, so tudi iztoči, v kateri se povezujemo, da točno dalje vedeti. Če mogoče koncentracija na bolj točno, ne gre za to videti. Iztoča je veliko, izgleda v to, ja, res ima okoli 50 let, ni na koncu 35 let ali pa moški 70 let, kakorkoli, zelo hitro bodo lahko ocenili čisto realnost te osebe kot mimiki, verbalni komunikaciji, ustni komunikaciji. Mislim, da veliko več kot v enem srečanju se izve preko tega simbola, preko recimo različnih aplikacij, ki je ravno tako seveda pomagale na trgu teh samskih ustvarjalnih možnosti. To je bolj analogen način spoznavanja. Tako je. Ja. Res je, poročni prstan je znak sporočenja, da si zavezan z nekom. Naj bi bil. Veliko ljudi danes se ne poroči, ki živijo v službi v nizkih zakonskih skupnostih in res nobeden ne boš vedeti. Če ga poznaš, to je v tvojem ožjem okolju, tudi ta podatek imaš, a je poročen ali ni poročen, oziroma je v novoletni krizi. Po mojem naj bi nekdo nosil ta znak samo, če res išče nek odnos, ali prijateljski ali partnerski. In je v bistvu na teh spletnih aplikacijah je veliko poročenih, veliko, ko živijo v izvenzakonskih skupnostih, pa se izdajo za samska lišče, hitre spolne
odnose ali tako, ne. In nekateri ljudje lažejo, to je v osnovi, tudi ki jih srečujemo, imajo v sebi to, da lažejo, hočejo izpasti dobro, se sramujejo določenih stvari, in tudi v bistvu preko spletnih aplikacij imaš lažne slike, imaš lažno starost, imaš veliko lažnih stvari, tukaj res verjetno preko tega znaka hitreje zaznaš človeka, pač kakšen je ti všeč, tam imaš preko aplikacij, imaš tako od, ne vem, spoznavaš ljudi od 45 do 55 leta, tukaj pač vidiš, a ti je nekdo všeč, a ti ni všeč, kako ti je, ni treba se nekam odpraviti na zmenek, pa tam nekom čakati pol ura, pa 1 uro, pa ne veš, boš hitro skidal, ali boš pač bi želel podaljšati. Ko tako zaznaš, da človeka je pa res pa, da moraš nagovoriti, nekdo mora biti tako pogumen, prvi stik spostaviti, telefonsko številko se moraš zmenjati. Tudi da to pa rabiš res poguma. In v bistvu verjetno z nekom, da se laže stvari, ne vem, če je tvoja vrednota, da se sploh ukvarjati z njim. V teh letih naj bi človek imel že predelane določene stvari, da ne rabi lagati. Še kakšno vprašanje? Ja, to se lepo nekaj. Ste mogoče testirali že kaj med svojimi znanci, prijatelji v širšem krogu? To je ena stvar, pa druga stvar, kako priti do teh znakov? Testirali, v principu sem jaz to na sebi zelo testirala, nisem pa z nekim namenom podrešil tako idejo, preden bi bila javno predstavljena, ker danes se nam se kaj dogaja zlorabe in tudi kraja intelektualne lastnine in pač morate razumeti, da nek ožji krog prijateljev in znancev je vedel in so vsi bili absolutno navdušeni in to govorimo od 22 pa tja do 75 let stari. Zelo zanimivo. Ste me vprašali, kje lahko pridete do teh zadelic. Na naši spletni strani domovment.com s 2 moji, prosim. Imamo v spletni trgovini, temu smo mi rekli, kako ne biti samski začetni paket, v katerem dobite noter pač eno tako krožko, kot jaz danes nosim, potem en tak lučkan obvesek, poleg je v 2 barvicah in pa eno tako, to sam lučkan, dobili tudi kot taka lepola nalepkica, za različne priložnosti te nalepke res lahko uporabite na zelo veliko načinov. In ta spletni paket stane 24,90 € za enkrat, promocijska cena in kot smo rekli, dobite pa na naši spletni strani, na naši spletni trgovini. Ampak ne nameravate pa tistih, delate res kakšno gibanje, se pravi, da bi bazo samskih in potem kaj nadaljevajo? Tako je še zdaj. Zakaj gibanje? Ne samo, da gibanje povezuje samske, oziroma seveda, to je glavni namen, ampak gibanje podprejo tudi vsi tisti, ki so že v nekem razmerju, ker vsi imajo okoli sebe ali prijatelja, sorodnika, znanca, se si vendar vsi želijo okoli sebe imeti neke srečne ljudi z nasmehi na obrazu, ki so v nekih srečnih vezah, tako kot so oni sami, in spodbujamo tudi tiste, ki niso samski, da pač se pridružijo gibanju, delijo naprej, povejo naprej, spodbudijo svoje te samske prijatelje ali pa sorodnike, da se morda lotijo takega načina spoznavanja. Nadaljni koraki bodo seveda tudi stavljeni v smislu delanja dogodkov, in bomo iskali mogoče kakšne partnerje, trgovske verige, poslovne partnerje na drugačne načine, da se pač to čim bolj širi, kot je že Maja povedala, dodali bomo tudi kar precej drugih artiklov s časoma, ampak zaenkrat se nam je zdelo, da nek ta osnovni paket pokriva tiste osnovne stvari, ki jih nekdo mora vedeti za začetek, bom rekla, iskanja nekega novega partnerja. Izvolite, proveriti mala okolja. Mala okolja? Ja. Ja, kamo si vseme. Trbovlje so že vele mesto, od imate deve sobe. Sem bila jaz zadnjič tam, to se tako razvija, res. No, pa ne povem, da me zadnji sreča so šolci z osnovne šole, pa veš, sem slišal, da se ena novinarka ločila. A so se ti ločila? Ama jaz se ločila, ne? Znaka ne vem, če še spal pri meni, ne vem. To, kako te zaznamuje, ne? To je ta stvar, kako pa
Malo okolja, ker je to Kako? Definitivno ne želimo, da se to razume, kot da smo se zaznamovali ali označili, ker to nas bo potem večkrat izstrašilo, da bo tega bolje. Več ko nas bo, več ko bo teh prepoznavnih simbolčkov v našem vidnem polju, bolj bomo mi sproščeni in bolj nas bo prigodica popolnoma dojemala in sprejemala kot čisto normalno, kar seveda tudi smo. Zdaj, verjetno v prihodnosti bo mogoče, verjamem, da je v teh manjših skupnostih težje, ker vsi vsakega že poznajo, ampak on se skaže, da tudi ne, če so gospo že tako predalčkali. Definitivno se bomo trudili preko socialnih omrežij in preko gostovanj v živo oziroma izvajanje ključnih določenih dogodkov ali srečanj, pa so to izleti, pa so to neka druženja, plesi. Jaz verjamem, da bo se kar veliko priložnosti ponudili, da bomo lahko spromovirali to na ta način, da pač to je nekaj popolnoma vsakdanjega in je to res nek način, nov način spoznavanja. Maja, ti še idejo, mogoče jaz bi dodala, kako bom spanala, če to še bolj odprla. Veliko zavisi od nas samih. Torej, če mi sami smo, rekla, sprejmemo neko stvar kot pozitivno in tudi kot samo pozitivno vidimo, ne vidimo premena, ne najdemo premena v tem. Če si pa malo pesimista, že tako bolj negativne narave, pa verjamem, da lahko v vsaki situaciji najdeš, zakaj je to lahko zate obremenitev in ne pozitivna stvar. Več in tudi samo komunikacija, ki jo bo Nataša uporabljala, bo spodbujala k temu, da je to pozitivna stvar in da je to dobra stvar, lahko pomaga, je orodje, ki ti lahko pomaga. To, kot so aplikacije, da bo orodje, ki lahko pomaga. Samo dokler se število zlorab lahko bistveno zmanjša. Če pa ti tisti dan, kako smo že omenili, preprosto nisi v tem pozitivnem vibu, ne boš tega nosil. In verjamem, da tudi v malih skupnostih, mogoče na samo malih skupnostih dejansko presretijo, bojo videli, kakšno prednost to za njih prinese, in bo to pozitivna stvar. To se pri komuniciranju mora odgovarjati, zakaj ta simbol so pozitivna za njih. Da tudi tisti, ki so malo pesimisti, negativni, vidijo v tem samo dobro okolje, ki bo pomagalo. Jaz mislim, da recimo tako, ko nastaja organizacija, je najprej eno malo podjetje, lahko one-man band, pa se širi, pa imaš pol hierarhijo, pa so vodje, pa so pol drugi, ko operirajo znotraj organizacije, da se bo verjetno tudi to gibanje širilo na podoben način. Zdaj je idejna zasnova, so že narejeni logotipi oziroma te značke in v bistvu verjetno bo to šlo pol naprej in verjetno se bo tudi najprej pridno v večjih mestih, ker je tam več samskih, so bolj pogumni, niso to poživosani, kakor nekje na vseh. In potem pridejo tudi študirati, pa nesejo, pridejo na kakšne obiske, pridejo na kakšne poslovne sestanke in pol nesejo v periferijo. Malo se bo to začelo razvijati, tudi vedno več ljudi bo v tem gibanju, verjetno bo tudi vedno več finančnih sredstev in se bo lahko te stvari financiralo in bo lahko šlo tudi naprej. Tako? Večni plan. Ja. Še ti dala, ker dala Nataša, ne? Še kakšno vprašanje mogoče? Smem zaključiti? Se vam smem zahvaliti za to, da ste prišli, da ste nam dali košček vašega življenja, mogoče pa to začetek kakšnega novega prijateljstva, kajti Duo Movement ni samo iskanje partnerjev, ampak tudi iskanje dobrih prijateljev. Pa naj zaključim z enim stavkom, ki sem si ga napisala, da je Duo Movement gibanje, ki v ospredje postavlja svobodo spontanih in pristnih srečanj. Ljudje, ki nosijo simbol Duo Movement, izražajo preprost signal, da sem odprt za pristno komunikacijo, brez filtrov in digitalnih iluzij. Mogoče bi temu celo lahko rekli z eno prirejeno mislijo nazaj k človeku.
In naj spomnim še na slogan znamke, torej Duo with me oziroma po slovensko Duo z mano. Hvala lepa, ker ste bili z nami treli. Hvala lepa vsem vam, drage. In srečno blagovni znamki in gibanju na